Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice dobre glasbe. Nahajam se v čudoviti družbi, zopet na terenu. Z mano je, če rečejo, mene izmed najbolj vročih novih zasedb po letu 2021. Se ne bom prav zelo zmotil. Seveda so to Korti kolektiv pred nastopom v Gala hali. Živijo. Lahko vas celo predstavim, če želite. Ja, prosim. Še vse vam zapisam, da ne bom pozabil. Eva Prusnik na moji levi, vokalistka in tekstopistka, o tem bomo seveda še kakšno rekli. Potem je tukaj, sta tukaj Gašper Povše in Grega Povše. Kdo? Kjer? Grega Gašper. Sta v sorodu, čeprav nas gleda. Res. Matej Korinčič, klaviaturist. Si ti tudi v sorodu? S kom? S klavirjem? Ne še. Potem je basist Luka Dobnikar in pa bobnar Žiga Petrič. Zdaj pa zares živijo, ko se poznamo, pa mogoče. A ste kaj živčni pred nastopom? Zdaj je bilo to koronsko zatišje. Vem, da ste bili na Lentu, naprimer. Ampak toliko zelo veliko koncertov pa niti ni bilo. V bistvu smo imeli prvi koncert je bil na RTV v prvi vrsti. Sam je bil online koncert, tako da ni bilo publike, potem prvi koncert, kjer je bila pač publika v živo, je bil pa na Lentu. Ampak ja, valjda zmeri je mečkan trema, ampak je ta zdrava trema. Tako mora biti, se strinjaš, Matej? Ja, definitivno. Mislim, jaz sem še mogoče malo več, kakor sem imel v Mariboru, ker so vseeno tukaj da domači ljudje pridejo, ampak drugače pa zdrava trema, tako kot si rekel. No, ampak do koncertov ste vseeno neko pot prehodili in če začnemo čist mogoče na začetku, kako ste se sploh našli, zdaj tukaj par povezav, mogoče iz kakšne gimnazije, bi lahko našel, ampak mogoče malo več. Iz Poljan, mislim pa iz Poljan smo se družili, ko smo bili še dosti mlajši nazaj. Pa smo pa imeli že eno zasedbo, ko sem imel 18-19, ko sem bil 18-19. Ja. Pa smo se pa še enkrat združili, 4 leta nazaj smo tam v Dravljah. Začeli, ja. Sem rekel, kaj pa, če bi zdaj zares probali, brez teh high school zadev, ker pač takrat ni noben resen. Mislim, zelo malo ljudi resnih, pa kaj bi kaj naredili. In smo imeli pač najprej ta high school band, oziroma pač band Tata Prvi in se valjda ni šlo. In potem po določenem času smo rekli, da zdaj nekaj zares narediti, in potem smo gradili na tem. Ampak do te zasedbe, ki se vprašal, kako smo prišli skupaj. Vi ste nekak jedro, ja, mi štirje. V bistvu mi trije, potem Matej je prišel naknadno, Luka še mečkam bolj naknadno in Žiga je pa z nami od marca, oziroma ne, od aprila, maja, če se ne motim. On je pa čist naknadno. Sem the new kid. Ja, tako da prek To se pravi postploščni bobnar. Zdaj vem, od včeraj naprej vem, kako se piše, no. Ampak to moš vedeti. That's a joke, folks. Žiga Peručič. Skratka, verjetno pa, ko ste začeli živi v tej ožji zasedbi, ste se tudi poimenovali tako, kako je prišlo do imena. Moramo vprašati po imenu. Nisem imel veliko enih idej, kako Odlične ideje so bile. Pass the salt. Sega. Out of pasta, same dobre ideje. Gašper se je spomnil bolj Korti, ker je on študiral to nasaje, Glasbeno produkcijo, in so potem zgledali, proučevali, kaj se so v ušesu spila. In je ta organ noter, v tej kokleji, v polšku in med dlačice in spreminjali te mehanske v električne valove. To se pravi, se tudi takšne stvari tam učite. Tudi resne stvari. Iz učbenika. Dobro, zdaj vemo, kaj ime pomeni, kaj muzika pomeni. Tudi predlagam, da si gledalci preposlušate, namreč prva plata je zunaj, vaša debitantska plošča, ki se imenuje Repeat Flowering Rose. Zakaj, kaj je to? To v bistvu govori o tem, da vedno znova ta vrtanca oziroma roža se pravi cveti, se pravi, da se skali, zraste, potem ovene in potem znova vsakeč znova in govori v bistvu o tej neuničljivi naravi, razvoju procesa, čisto individualni, pa tudi kolektivni. Življenje gre vedno naprej, vedno se razvija.
tako kot Phoenix, lahko bi bili tudi Phoenix. Mislim, ja, je to v ozadju. Zdaj, če bomo naslednji album Repeat Phoenix Rose poimenovali, boš Phoenix of Red. Phoenix The Order of the Phoenix. Copyright. Dobro, in na tej prvi plošči najdemo tudi vašo glasbo, ne boste verjeli. In kako bi, recimo vem, da je to zelo nehvaležno vprašanje, kako bi probali žanrsko zamejiti to, recimo, če se nahaja ta plošča v neki glasbeni trgovini, bi spadala pod klasično glasbo, metal? Metal. Jaz bi rekel, ali nek neo-soul, hip-hop, jazz, odvisno od prodajalca. Ja, malo je pop, mislim, alternativen pop, hip-hop, nekaj takega, no. Ja, te tri. Če bi mogel zbrati tri nekak žanre, pa jih zmiksati skupaj. in potem bi pač upali v trgovini, da imajo nek predalnik, kjer so vsi trije žanri gor, ker drugače. Slash. Kako ste pa pravzaprav prišli do te muzike, zakaj ste se odločili, da boste to igrali, pa ne recimo metala? Po mojem teh to, ker smo pač vsak, smo pogledali, kjer inštrumente vsak igra in nekako je tudi iz tega vzniknali. Realno nismo bobnarja najdali in potem smo rekli, zakaj ne bi imeli ta drum machine in potem se je iz tega zratil nek ta mešanica elektronskih teh, ki imamo pač učinkov. Pa zraven še, ja, pa tudi zanimivo je, ko imamo violino in tako nek poseben sound. Pa tudi vsi izhajamo iz takih ozadij, da poslušamo predvsem tako glasbo. Mislim, noben od nas ne posluša recimo, ne vem, metala in da bi potem hotel žanrsko tja silati. Pač približno smo vsi tam, z nekimi temi izvajalci, ki so trenutno pač na steni, ne vem, v hip-hopu, v rapu, konc koncev pač nekam popu. Če mogoče malo naštejete. Ja, recimo, ne vem, Anderson Paak, konc koncev, potem pač da imate zelo rada Toma Miša, recimo, potem kaj jaz vem, razni te ženski izvajalci, Georgia Smith, ja, Little Sims, recimo, nekaj tak, sicer da ni tako agresivno, da potem pač neka taka srednja pot najdemo. Mislim, da imamo nekaj skupne izvajalce, hkrati pa se meni vsem zdi, da ima vsak tako ful distinktiven nek repertoar glasbe, ki je, jaz ne vem, enih stvari, ki jih Gašper posluša, ne. Oasis. Obratno, no. Kaj je to? To tisto pošavi, ali kaj, ne? Ja, to pa sem že. Se vidi, da se poznam. Ja, mislim, da to da nek unikaten sound. To se pravi veliko različnih ljudi. Ja, skupne točke imamo ful različnih. Če si dovolim biti poetičen na tem mestu, naša skupina bi lahko opisala kot drevo, ne? Deblo je eno, ne, ampak potem se razraste v krošnjo, ki je dva, mnogo tega. Tako. Zvok smo dobili več ali manj prek jam sessionov, tako pač. Sami igrali smo, vsak je nek svoj material odprnesel in pa smo gradili na temo. Res se da namero v zadnji, da imamo nek svoj sound. Smo pa veseli, da smo začeli v bistvu s temi biti, ki je Eva rekla, da nismo imeli bobna zaradi tega, ker zaradi tega smo šli bolj v ta elektronik sound. Trip-hop mogoče. Ja, na to foro, ja. Če bi imeli, če gremo spet v metal. Ti imaš rad metal? Niti ne, se zdaj poznaš v enem vprašanju. A kaj hočeš, da mi zdaj to delamo? Ja, nekaj metal. Slika krata, Tole bi bilo naslednje vprašanje. Vi, pravzaprav vsaj nekateri izmed vas, vem, da ste zelo dobri glasbeniki tudi, šolani, ne? A ne? Ja, jaz pa Žiga sva iz Akademije za glasbo v Ljubljani. To je tu pač. Ja, ne, jaz sem pa bolj take. Jaz sem četrtina magistra. Kolega Ampak Luka tudi si je magister, ne? Ja, seveda. Neke glasbene, akademske. Ja, čakaj, česa že? To samo natolcuješ na isto stvar. No, skratka, šolani glasbeniki, ki igrajo potem lahko glasbo na nekem višjem nivoju, kot bi mogoče, ne bom rekel metal, ampak recimo v drugem žanru. tehnično zahtevne. Dragi gledalci, zdaj veste, kaj Juško. Vse je, nekako naše vodilo je v tej skupini, da je bolj pomemben nekak skupen zvok, brez nekih ekstra izpostavljanj, a ne? Manj je več nekako vodilo. In zdaj, če lahko jaz na ta pravi mesto igram 3 note, pa da zveni dobro, pol je job well done. Ampak je pa lažje, če znaš še vse ostale, da potem Definitivno, ja, če znaš več kot 3 je fantastično. Pomaga.
Luka, mogoče ti, no, da še vaju malo vključimo. Kako si ti prišel v to zgodbo? Vem, da je bil prej, da tudi nekdo drug že v igri. Aha, ja, mene je v bistvu Gašper poklical enega dneva, pa je rekel, da bi ti igral bas v neki zasedbi. Jaz v bistvu nisem imel pojma, o čem se gre, plata je bila še v bistvu v nastajanju. Tako da ja, v bistvu jaz prek Gašperja, no, njega poznam že od prej, ko sem pa ostale nekako malo bolj v tem času. Tako. In v bistvu v tem novem delu, verjetno boste danes izvajali tudi kakšne nove komade ali samo tisto, kar je na plošči ali še toliko sveža plošča. Imamo še nekaj za začiniti, ja. Imamo 2 nova komada, ki jih bomo izdali, enega bomo izdali do konca poletja, ta drugega pa potem v jeseni. Nismo pa rekli, kjerga A ne leta. smemo, se lahko reči. Tako da bomo videli. Ampak bo šlo vse, potem na televiziji bo. Vse bo v etru. Kaj je na TV? Vse bo. Ne, ja, dva imamo, no, komada pa en cover imamo še. Kjer je boljši? Naši komadi so boljši. No, tukaj pa zdaj tisti konflikti v skupini, ne, ki je Ja. pa zdaj tudi Od krvava teh dveh. lahko rata, ja. Kot bi rekla moja mami za naju, oba imam enako rada. Grega je rekel, različna sta. En komad je recimo Gašper in pa Grega, ne. Ja. Oba dva sta od istih. Okay, ampak Staršev. pri sporih nujno nadaljujemo, moramo iti pa k oglasom za trenutek, potem se pa vrnemo s Korti kolektiv. Lepo pozdravljeni nazaj, gostim seveda, lahko rečem, da znamenito zasedbo, vsaj tako bomo govorili, najbolj še 10 let, Korti kolektiv so tole zasedba, ki je letos opozorila nase in verjetno ena izmed zasedb, ki je tako ob izdaji albuma že nekako se vzpostavlja, vsaj kakor se lahko da vzpostaviti v tem našem prostoru, relativno hitro v nekem tem miljeju, recimo pop, art, pop, karkoli bi... Po korona časih, ne, je kar težko, ker takrat mi smo izdali plato marca, 23. ne, in takrat ni bilo koncertov, nad se ni vedel, tako da glede na to, da je bilo tako, kakor je bilo, se je kar dobro išlo, no, vse. In se še Izhaja. izhaja. Izšlo, aja. Tako je. Izšla, ja. Šla je, resnična beseda. To je to. Korti beseda. Imamo zelo radi Korti. Korti beseda. A so še kakšne Korti besede? Ja, jo, mi imamo vse, Korti je kot... Pridevnik je zmer Korti. Pa smo Korti živijo, Korti. Ti tudi to poznaš? Ja, poznam. Si žalosten, si Korti žalosten. Sam se distancira. Ja, sicer poznam, ampak rajš ne bi. Korti, to je ta branding, ki ga mi delamo. Korti vse, ne? Korti vse. Ja. Imamo Korti kamero tukaj. Korti pan. Sem Korti voditelj. Korti ko steroide. Skratka, bomo seveda govorili še o koroni pa epidemiji, to vsekakor. Zanima me pa, pri kreganju smo ostali. Kako se kregate, zakaj se kregate, kdo se najbolj krega? Jaz sem tle po moje, Gašper se... jaz sem nekaj težija, ne. Sam en more včasih težiti, sam to bom rekel. Včasih težiš. Ja, gre se samo za način komunikacije, ne, tisti je glavna stvar. Je pa tudi pač po drugi strani, mislim, ne bom rekel, da sem zdaj full hud, to morajo oni povedati. Pa ne, vsi neki konflikti ali pa neki napetosti se meni zdijo, da so pomembne. Zaradi tega pol rata iz teh nekih dveh različnih polov ti iščeš neko rešitev, da piješ skupaj in nekaj ustvariš. In jaz mislim, da je to dobro. Meni se zdi, če je kdaj kakšen konflikt, ker smo vsi tako različni, 16 je, in vsak itak drugače doživlja svet in stvari in potem jaz, če jaz pa Gašper imava neko temo in potem jaz prijem iz enega pola, on iz drugega in pol se poskušava razumeti. Pa se začneva lasati. Ne, ampak Zakaj ne? tako. Zato imam kapo. Denar na to Zato stavimo. nima več jasno. Vidiš, da sem Onda se ti ga skozi lase. mi dva skozi nekaj narobe naredimo in pol. Točno, da se bo pokrila, je to to, ne. Kakšne Korti šale so to? Neverjetno. Korti šale. Dobro si se naučil. Dobro se posvojil, ne? Ja. Pa si rad v bendu bil. Sem razmišljal eni trubenti, drugače. Sicer pa takole, ko smo pri tebi pri konfliktu v nekem intervjuju si dobilo vprašanje, ne, če v svojih tekstih, ki jih ti pišeš v glavnem,
tudi nastopa ta konflikt med moškim in žensko, ponovadi mi bi bila to glavna tema, pa se mi zdi, da se nisi toliko zelo strinjala s tem. Ne. Jaz se pa tudi ne bi. Ja, ne bi rekla, da je konflikt. Ne konflikt, ampak bolj, pa sploh ne nek spor ali pa neka dominanca ali pa neka hierarhija odnosov, ampak v bistvu preizpraševanje, kaj sploh, ker smo vsi, jaz mislim, pač tako, kakor jaz poznam, pa kakor sem se jaz pogovarjala z moškimi, pa da sem se res poskušala tako poslušati, pa se poglobiti v to, kar slišam, se mi zdi, da pač v nekih stvarih drugače doživljamo neke stvari in meni je to kot nek način raziskovanja tega, ja, preko razmišljanja, preko neke samorefleksije, preko pogovorov, preko knjig. In to tudi se pol odraža v pisanju besedil, vedno to preizpraševanje, ja, kdo sem jaz, kdo si ti nasprot mene, kaj se med nama dogaja. Samo malo konflikta mora biti. Ja, ampak ja, sam ni... Mičen korti konflikt. Mislim, majhen konflikt, jaz sem glih ne ta konflikt v smislu nekega razdora ali pa nekega, pač to, kar sem prej rekla, če smo na drugih poljih, ja, ampak ne tako, da je nek tak 100-kilometrski prepad med nama, ampak bolj tako, malo, ja. Luža na pločniku. Luža, recimo, ali pa nek, ja. In tekste pravzaprav ti pišeš edina Ja. v tem bendu. To zdaj, ja. Da bomo pa še videli, kako bo naprej. Kdo je naslednji? Bolj gremo na Amban 5 podgan. Ne, se ne. Ne, Zato ampak se ne tako, bo šlo dobro. Da vidimo, da pustimo odprto, ker ja, jaz sem zdaj, ker jaz pisala, ampak po moje je dobro, da pustimo odprto, če skozi nekoga nekaj pride, da se izraz, pa da se vsi strinjamo, da je Ne dobro. gre v komad. Točno tako. Ja. Če ni drugega. Ventila. V glavnem, zakaj v angleščini? Prav ni tako. Nisem imel neke agende, bo zdaj pa moramo v angleščini pa hočem, ampak mislim, da za začetek, da je bilo to zame en proces, tako kot da se nekako, kako se to reče, leviš. Jaz sem ful odraščala s to kulturo, itak se smo vsi, ne. In te je bilo bolj naravno? Ja, angleščina ful, jaz sem vse gledala v angleškem jeziku, brala veliko v angleškem jeziku, tudi z različnimi ljudmi, tako iz sveta, zdaj, ko sem v gledališče hodila, tako smo potovali, pa smo pol komunicirali veliko v angleščini, mislim, da je meni bil ta jezik ful blizu, bolj mogoče še v eno obdobje kot slovenščina. Ja. Mogoče človek, ko posluša, bi tudi lahko rekel, da oziroma bi lahko pohvalil izgovorjavo na nek način, ker Da nismo Slovani. ja, na prvo žogo res ne izpade. Amerikanski špijun. Ne izpade Ja, slovensko. pa je naravno, ne tako, jaz se tudi nekaj ne forsiram, da bi zdaj, Se nekaj pačila. tako, da bi jaz tako, ja, da bi zdaj... flowering Going base. Aha, vse ne. Dobro, pojdi, British ali nekaj. Sam ne, ja. Naravno, pa zdaj pa itak ta en komad, evo danes, ko bo Ivan je v hrvaščini. Aha, ja, Ivan mora biti v Hrvaščini, ne? Če je Ivan. Ja, Ni Janis. Ni Janis. Tudi Ja, jaz ja. bi V slovenščini bo pa. No, ampak ne bi mogel biti v šoviščini. To težko. Prav bi bil v ruščini, a ne? Ivan. Ivan. bi mogel biti Igor. Igor, ja, Igor. Da, bolj. Imamo imena na In izi, spet smo zašli. Dobro, najboljši intervju so tisti, v katerih se zaide. Ne? Točno. Tudi žurke. Off topic, ampak ja. Očitno, ja. Ja, v redu. Dajte mi povedati, zakaj ste pravzaprav ste veliko časa snemali ploščo, se mi zdi. Da se je to kar nekaj časa pripravljali, pa tudi snemali. Verjetno je potem v tem času bolj dozorela lahko, ne? A bi pa kakšen minus lahko naštel? Minus, mislim, je bil plus in minus hkrati. Večinoma je bilo to zaradi tega, ker smo študirali in potem je še ena izmenjava, pol leta ni bilo drug izmenjava, medtem je bilo pa, niso bili še vsi komadi narejeni. Smo šli komad po komad in pol, ko smo bili na ene 5 komadih, smo rekli, ok, bomo prišli zdaj s tem, mislim, je Eva prišla pol s celotnim konceptom, pač, in smo potem gradili, ne. Medtem, ker na primer je bil Grega na izmenjavi, smo pač nekaj delali in pa, ko je on prišel, je on šel, v glavnem tako je bilo, ne. Zato je pač smo porabili nekaj časa. Mislim, ja, to je kao, jaz če zdaj pomislim, ne najdem tako minusa, ker se mi zdi, da pač vse to je live, pa ne. Ja, en gre na izmenjavo, prije nazaj, mislim, meni se zdi to dober po eni strani, no,
se mi Ste zdi, da je potem res... tudi pilali, ne, material, Ja, bolj kot bi ga pa sicer tudi- opozoril. Prav pri tem pa pol nastane države, ker se pa težko posloviš, ne. Kdaj je In konec? rečeš, da zdaj pa konc, zdaj sem pa zadovoljen s tem delom. Ampak Ja. To je Vse je bilo minus, ja. tako, vse je bilo tako. To je, Ja. mislim, da minus, Jaz- to je ta minus mogoče. Mogoče to, ja, ker to. Nikoli nisi, pač enkrat moraš spustiti stvar iz rok in reči, to je okay. to. Se potem, ko se nazaj vračaš, vidiš, Ja, še tole. seveda, bilo vse ne. to. Prav, pa tle sem malo slabo Čez poslušal. 10 let bomo verjetno Ampak takrat bo nas to že bomo malo nerodaš. Ja. Pol korona, ne, marca 2020, smo rekli, ok, pa smo pa še en let počakali, pa smo pol, Ja, ste rekli, mikrofono se ne snema, ne. ne med korono, res ne. Ne sme se. Mislim, tako med korona je bilo vse tako bolj, res tiste drobtince so se mogoče malo, pa smo se malo, ne vem, si ti recimo z Evo Dobo ali pa kaj ta, zdaj ste kakšne adlibe noter Za ta dajali, pa stik, še posebej za stik ne, se ne. pa kakšne stvari, mogoče malo drugačna linija, pa to, ampak načeloma tako, album je v 2020 bil samo še, ne vem, za pilot, no, nič tazga, potem so pa pač, to je bilo pa tako, kot smo zdaj rekli, da nikoli ni bilo točno tako, kot mora biti, ne, sam. Zdaj v tej zgodbi se znajde tudi Andi Kobrod, nekaj kakšna je bila recimo njegova vloga. On je bil v bistvu beatmaker. On je ker pač nismo imeli bobnarja in smo imeli vaje v eni dnevni sobi od bivšega basista Tilna Ruparja. Wow. Ja, in pač nismo smeli tam bobno imeti, pa tudi nismo imeli v mislih nobenega bobnarja. Pa sem se z Andijem slišal, pa sem ga vprašal, a bi ti mogoče prišel k nam malo pač te bite delati, zaradi tega, ker je on je že prej to delal pri Liamer, en ful dober slovenski band. Ja, in je bil za in smo potem tako začeli, ne. In potem vas je on v bistvu tudi kot nek producent mentoriral skozi Je kar pomagal, ja, kar Še pomagal. posebej pri bitu, ja. Kot prav producent, nas je bilo pa nekako več tudi, no, smo vsi nekako zraven to delali. Pol na koncu, ker njega ni bilo več, ne, ker pač je rekel, ker on ni igral nobenega inštrumenta in potem za live je on rekel, da pač tudi ne bi igral na pač ta drum machine. Tako da pač pol, ker je bilo to nekako že narejeno, sem pač čez to prevzel pobudo. In plošče posnet, Je pa del mix, ne? To je pa treba... Andi je naredil mix, ja. Gašpar je Jaz sem mu pa težil, pa sem mu pa že še težil. no, Kaj je treba popraviti? Se pravi, Andi je trpel. Ja, ampak On res Andi ima- trpi. Andi ima odlično oko, pa tako Odlično, feeling- odlično, Ja, ja. ja. feeling, kaj dati, kje v Odlično razvit korti. Tako. Ti pa ta Jaz sem beseda. že v bendu. Ti si v bistvu že obvladaš. Naš menedžer. Tako da ja, ne, Andi je imel ogromno vlogo, no, tudi tako, Ja. če jaz povem po pravici za sebe, pa tudi, ko smo se mi pogovarjali, ko je on rekel, da ne bo nadaljeval poti z nami, sem bil tudi jaz pa ostali tako zelo na takih krhitlih, kar se tiče tega, pač v smislu, kako bo pa mi zdaj naprej delali, ker je bilo vseeno tako, da je vedno on začel se neki igrati po tisti zadevi in potem smo mi začeli igrati zraven in enkrat je začel Tista zadeva, da povemo gledalcem, je najbrž. Je pač mašin, nek pet, na katerega daš pač take gumijasti kvadratki so in potem gor daš sample različnih bobnov, činel, Vzorce različne. vzorce. In potem je on pač to začel delati in mi smo se mu pridružili in zdaj, ko pač je šel ven, mislim, takrat, ko je šel ven, smo bili vsi tako, ne, kako bo zdaj to izgledalo, ampak zdaj se je odvilo Ona dva ne. odlično, ne. Ker je ni bilo. Takrat ni odlično ni bilo, ne, in takrat... Ja, post čeprav je bilo Andi. tudi tako, ne, včasih pa ne vem, kakšno, ni bilo, mislim, ni bilo vedno tako, da je prišel z bitom, ampak je kdaj tudi, ne vem, kdo naredil bas linijo. Ja, definitivno, ampak- definitivno, Ali ampak pa ne vem, da z melodijo nekaj, da sem jaz prišla s pretekstom, ne, sam kar se čisti tiče tako, pač ja, res tega bita, Ja, pa pač ampak je, to- ta bit naredi full sound, no, tako. In naredi Skoraj da že, nas že preganjajo, imamo pa še nekaj časa do konca. Shout out to Luka Flegar! Motijo nas ljudje, ampak vidva sta zdaj glavna. Namreč zdaj smo govorili o Andi, v manj Emi, pomembnih v manj pomembnih časih, dokler še niste pravzaprav bili na odru, ne, če se ne ne motim časih prej. članih, Kurti, sorry. sport je accepted. Zdaj smo šli še tu. zdaj smo že pa malo predel. Ampak zdaj bomo postavili stvari na pravo mesto. Kako Kurti izgleda na odru?
Zdaj smo govorili o plošči, o snemanju, o glasbi in zdaj sta vidva na vrsti mogoče, da odgovorite na to vprašanje. Ja, ful lušno. Cool je, groova ga, fajn je. V bistvu, čist vizualno, če pogledaš moj drum set, je tak mashup akustike pa elektronike, ker v bistvu mi, ko smo prvič probali skupaj zaigrati, namreč sem pač poslušal to plato, bila mi je ful v redu, malo sem probal to na bobne zaigrati, ga je groovalo, je bilo okej. Ampak v bistvu sam na akustičnih bobnih zadeva ni zvenela niti približno toliko kot na plati. In pol je bila ta ideja, a bi jaz igral na ta drum machine, torej a bi jaz gumbke pritiskal na odru, pa kaj pa vem, ipak sem bobnar, tako da smo vžgali eno umestno varianto, hibridno, elektroakustično, tako da imam en pad, drum pad, torej to deluje podobno kot tisti gumbki, samo da je malo večje, pa da spalčko ga udariš. To pa triggeri so na bobnih, torej to so ene zadevice, ko se zašraufajo gor na boben in pol boben zazna signal in ga pošlje v to. Luka, kontrabas, električen bas. Ja, zdaj, hotel sem reči, oziroma odgovoriti na to vprašanje, kako izgleda na odru, fantastično izgledamo, ne? Mislim, glede na to, da je ves ta čas, ko smo mi sam vadili v kleteh, pa teh zakloniščih in v bistvu nismo nič delali na tem, kako bomo mi izgledali na odru, ali pa kako se bomo obnašali, pa kako bomo nastopali, ne? Ampak zdaj, ko so pa bili te prvi koncerti, pa to pa v bistvu... Prvi koncert. Ja. Tudi na RTV-ju, pa to bolj... velik, da To pa. čik različno manjše koncerte, so lahko tudi koncerti. Tako da smo kar, bi rekel, kar prezentni, no, tako... Vsak Kdo je se najbolj izkaže. divni na odru? Jaz bi rekel, da mogoče midva z Matejem so še najbolj... Pa, dober, Eve itak ne moram pozabiti, ona je v bistvu tukaj frontman, ne, tako da... Frontwoman, ja, tako... Ja, moraš paziti. Ja, tako da bi rekel, mogoče mi trije, da smo najbolj divji, ne. Mi zdaj z Matejem imamo tudi eno koreografijo. A bomo videli to mogoče? Ja, če boste pridili, če bo dosti velik aplavz, mogoče, tako da se potrudite, da boste... Mislim koreografija, da rečemo move, malo move, da nam zdaj... Ne boste mislili zdaj nekaj, da bo mislil, da bo na zrak, pa... Pa on izkaže dirty dancing, kako no. Ja, škoda, no, tudi to... Mislim, tudi to bi si človek želel, ne, ampak... Mogoče naslednjič. To. Cohorty Collective, dajte mi povedati za konec, kakšni so plani za prihodnost? Kam boste šli? A je Slovenija končni cilj? Mi gremo v četrtek na Hrvaško. Nisem samo Slovenija. Z vso resnostjo, Gledati teren. mislim, želimo si tujine, ne, še posebej, če imamo tako plato v takem jeziku. Vse v Sloveniji super in si želimo, da v bistvu bi imeli koncerte samo v Sloveniji, ampak je pa tudi trg tak, glede na to, da smo malo bolj alternativni, da je pač malo težje imeti, ne vem, po 50 špilov, 60 špilov na leto. Ja. Še posebej v teh časih. Ja, No, ampak če tudi, ko bo konec teh časov, ne, mislim, že še vedno to kar, ne. Je pa res, da je najbolj tako vsemerno igrati tako med ljudmi, ki so tvoji, tako feeling, da si... Da je malo bolj intimno, ne? Ja. Enač Cohorty Collective so bili z mano, oziroma jaz sem bil z njimi, no, kakorkoli že to vzamemo. Skrb smo bili tle. Skrb smo bili tukaj, no. To je pa dejstvo. V vsakem primeru je to band, ki verjamem, da ga boste v prihodnosti še velikokrat videli in celo slišali. A je tako? Ja, Ja. slišal. Tako da še preden smo jih, oziroma so se jih streljili v zvezde, ste jih lahko gledali na ekranih. To je seveda privilegij. Lepo se imejte, lahko jim pomahamo za konec. Kakšen Cohorty pozdrav? Je sej, Cohorty pozdrav. Cohorty pozdrav, se se sam čudovito. Cohorty pa Cohorty pa pa. telebajski.